Po prvem radijskem soočenju kandidatov parlamentarnih strank za evropske volitve smo preverili nekaj trditev. Mi smo prvi, pokrivamo evropske volitve in preverjamo dejstva. Eno od aktualnih vprašanj v volilni kampanji je boj proti različni davčni obravnavi korporacij. Poslušajmo izjavi. Najprej Igorja Šoltesa Desus, ki mu sledi Tanja Fajon SD. Ampak, če se spomnite primera Appla in pa Irske, ko je tudi Evropska komisija zahtevala ukrepe za odpravo te anomalije, se potem ni praktično zgodilo nič. Je danes, kot smo prej slišali, 13 milijard evrov, ki bi ga morala Irska dobiti, pobrati od Appla, se do danes še ni zgodilo in ta davek še vedno ni bil plačan. Ameriški tehnološki velikan Apple je, potem ko je Evropska komisija odločila, da je bil na Irskem zaradi premalo plačanega davka deležen državne pomoči, plačal 13 milijard evrov in tudi obresti. Irska in Apple sta se sicer pritožila nad odločitvijo Evropske komisije, dokler zadeva ne dobi sodnega epiloga, je denar shranjen na posebnem računu. Priljubljena tema evropskih volitev je demografija. Tomaž Kranjc, SNS. Madžarska kaže trend povečanja rodnosti z ukrepi, ki jih je Orban v preteklih nekaj letih plasiral oziroma naredil na Madžarskem. Rodnost na Madžarskem se je res da nekoliko povečala in to že od leta 2012, torej še pred velikimi finančnimi spodbudami uvedenimi leta 2015. In sicer z 1,2 na 1,5 otroka na žensko, kar je še vedno manj kot v Sloveniji. Madžarski premier Viktor Orban hoče povečati madžarsko populacijo, ki se krči, izseljevanje, umrljivost prispevata svoje in zagotovo Madžarsko čaka demografska zima. Dejstvo pa je, da se kljub izboljšani rodnosti število rojstev v minulih letih v povprečju ne povečuje bistveno, saj so vse manjše populacije žensk v rodni dobi. Zaključek, kljub vsem spodbudam, Madžarska za zdaj ne beleži kakšnega baby booma. Tudi v Evropi se vse začne in konča pri denarju. Na vprašanje, ali je Slovenija uspešna v Junckerjevem programu, tudi če ni dobila njegove podpore za drugi tir, je Gregor Perič iz SMC odgovoril. Slovenija je uspešna, ampak mora še določene korake izpeljati, da bo realizirala tisto, za kar si je začrtala. Dobili pa smo že 109 milijonov. Projekt Drugi tir je dobil 109 nepovratnih evropskih milijonov iz blending razpisa, ne pa iz Junckerjevega naložbenega načrta. Slednjega, kot kaže, za drugi tir Slovenija ni in ne bo izkoristila.